V svojem raziskovanju v okviru projekta sem se posvetil preučevanju slovenske neoskolastične dediščine, zlasti vprašanju, kako naj danes ovrednotimo to dediščino, ki je seveda eden izmed pomembnih tokov slovenske intelektualne zgodovine. Moje raziskovanje se je osredotočalo na vprašanje, ki je zelo široko, namreč neoskolastična misel vključuje vprašanje, kako je tudi metafizika, torej grška metafizika, vključena v odnos do krščanstva. In zato bi ta svoj ekspoze zdaj poskušal strukturirati v 3 korakih, da bi najprej poskušal predstaviti, kakšna je to metafizično-filozofsko ozadje znotraj novoskolastične in nasploh tudi skolastične filozofije, zlasti torej tomizma in njegovih glavnih predstavnikov, in v čem je tudi potencialni problem. In prav ta problem je tisti, kar bom poskušal v 2. koraku predstaviti, namreč kakšna je sodobna kritika grške metafizike, aristotelske metafizike, platonske metafizike v času, ki ga imenujemo tudi postmoderna, ki zavrača metafiziko. In v 3. koraku želim se vprašati in pokazati na možnosti, namreč kakšen bo krščanski odnos do metafizike in hkrati pokazati, da se je treba izogibati 2 skrajnostim. Prva skrajnost je, ko neka filozofska, recimo tako metafizična misel postane osnova za krščanstvo, ko tako rekoč postane filozofija bolj pomembna od bibličnega razodetja. Druga skrajnost pa je postmoderna skrajnost popolnega zavračanja metafizike, ki pa pravzaprav vodi ne zgolj v to, da se zaradi metafizike odrečemo vsemu, kar bi bilo presežno, ampak da se odrečemo samemu pojmu kakršnekoli trdnosti, vključno tudi z vprašanjem trdnosti resnice, kar vodi potem nujno k nekemu relativizmu in popolni poljubnosti. Torej, če se vrnemo k 1. koraku, kot vemo, je neoskolastična filozofija, ki je v Sloveniji bila znotraj zlasti katoliške cerkve prisotna, tudi seveda v širšem slovenskem intelektualnem prostoru, zlasti potem proti drugi polovici 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Jaz sem v ospredje vzel Aleša Všeničnika, ne kot edinega, ampak kot eksemplaričnega predstavnika tega mišljenja. In pri njem vidimo, in seveda tukaj ni on kaj izvirnega, kajti zastopa tisto mnenje, ki je bilo takrat prevladujoče in ne samo prevladujoče, tudi zapovedano s strani katoliške cerkve, da se namreč Tomaževa in posredno s tem tudi aristotelska misel, miselna izhodišča, seveda modificirana s strani Tomaža, vzamejo kot osnova za krščansko vero. Kaj to pomeni? Da se je v veliki meri to vzelo kot neka naravna osnova, torej naravna v smislu tisto, kar lahko vsi ljudje z naravnim umom spoznamo, zato kar bo potem prinesla še vera v nekem 2. koraku, torej razodetje kot milost, kot tisto, kar je potem plod Božje lastne iniciative in je zaradi tega nadnaravno in seveda je prišlo iz judovsko-bibličnega izročila. V čem je težava takšne grške metafizike, torej ta problem, da se razumemo, ni nekaj, kar bi bil Všeničnikov, kar ni nekaj, kar je tudi problem samo skolastičen, ampak je problem celovitega srečevanja v krščanstvu med judovsko-bibličnim izročilom, ki izhaja iz drugačnega miselnega sveta, in grško filozofijo, ali če želite grško metafiziko, ki ima popolnoma drugačno miselno ozadje. Torej, gre za trk 2 različnih interpretacij, 2 različnih hermenevtik življenja in sveta, pri kateri pri Grkih prevladuje kozmološki odnos, torej odnos do sveta, ki išče red v svetu in šele znotraj tega sveta se dogaja tudi človek in se celo dogajajo tudi bogovi.
Prav nasprotno pa je pri judovsko-bibličnem izročilu, kjer ima svet sekundarno vlogo, kajti v ospredju je Bog, ki je ustvaril svet, ampak ta Bog je osebni Bog, ki je sposoben odnosa, dinamičnega osebnega odnosa do človeka, in človek se najprej razume ne v odnosu do sveta, ampak v odnosu do Boga, pri čemer so v ospredju popolnoma drugačne kategorije, gre namreč za kategorije odnosa, ne za kozmološke kategorije reda, ampak odnosa v smislu svobode, v smislu zvestobe, v smislu pričevanja, lahko bi celo rekli eksistencialne kategorije. Zakaj je to pomembno? Ker je grška metafizika, vključno z aristotelsko, ima težnjo po statičnosti, ker želi spoznati to, kar je trdni red, in hkrati tudi ima tiho predpostavko, da na koncu mora vladati neka trdnost, in ta trdnost se izraža tudi v glavni grški kategoriji, to je uzija ali substanca ali podstat, kar stoji spodaj, torej iskanje trdnosti. Trdnost, bi lahko rekli, je hkrati tudi tista, ki je osnova za resnico, zato ker je resnica trdna, je ena sama, zato ni nobene pluralnosti resnic, to bi bilo pač dobro, se to tako in tako, že samo po sebi ni možno, ampak gre zaradi tega, da je moč torej spoznati nekaj, kar je popolnoma gotovo in trdno. In seveda je to potem prenešeno v nek krščanski kontekst, če je to takšna mentaliteta neke bolj statične metafizike, s statičnimi bistvi vseh stvarnosti v svetu postane osnova, potem se upravičeno postavi vprašanje, kje je tisti dinamični element v krščanstvu, ki torej izhaja iz bibličnega dogajanja, iz biblične zgodovine, iz bibličnega odrešenske zgodovine, kjer ni trdnosti, kjer je zaupanje, kjer je pravzaprav, če želite, popolnoma drugačen koncept časa. Ne samo to, da rečemo klasično, v grštvu je ciklični čas, pa v judovski dediščini, biblični dediščini linearni, to so potem že zopet poenostavitve, ampak dejansko gre za to, da je v grški postavitvi čas nekaj sekundarnega, slučajnega, bi celo rekli, akcidenca, medtem ko je pri judovstvu ključna stvar, ker je čas dogajanja odnosa. Odnos se ne more dogajati brez časa in prav zato je krščanski Bog, judovski Bog tudi tisti, ki se dogaja v zgodovini. In zakaj je to zdaj pomembno, zakaj gremo tako daleč k tem vprašanjem? Ker s tem tudi lažje razumemo, zakaj je, to je drugi korak, sodobna misel, torej zlasti postmoderna misel, bila tako kritična do grške metafizike, zdaj če pustimo ob strani krščanstvo. Namreč veljalo je prepričanje, da je ta rigidna struktura, da je ta predhodnost in prednost, da obstaja nekaj trdnega in nespremenljivega in da je vse ostalo pravzaprav nekaj naknadnega, da je to neupravičena postavka. Torej postmoderna, bi pa lahko rekli, je pa pod skušnjavo druge skrajnosti. Nietzsche bi bil predhodnik postmodernega mišljenja, ko ni nobene trdnosti več, ko je pravzaprav človek v toku dogajanja, v toku življenja, celotna stvarnost je eno samo dogajanje in prav zato bi bil vsak poskus, da bi mi nekaj napravili trdnega, pravzaprav naknadna zaustavitev nečesa, naknadna postavitev nečesa, naknadna konstrukcija nečesa, v kateri postmoderna vedno vidi na delu neko moč, kdo ima tisto moč, ki to napravi, in pravzaprav zato je tudi dekonstrukcija v postmoderni tako pomembna in hkrati hoče postmoderna vedno dekonstruirati vsako metafiziko, dekonstruirati seveda potem tudi na tak način neosholastiko, scholastično misel. In zato se tudi potem kaže, bi lahko rekli, ta postmoderna kot problematična, namreč ker gre pa v drugo skrajnost. Ker potem pa nimamo ničesar trdnega, vse je, če želite, tekoče, vse je relativno, vse je odvisno od zgodovinskega konteksta, vse je odvisno pravzaprav po svoje od časa, vse je podvrženo času, kar pomeni, da imamo pa nek pluralizem, da nimamo več ene same resnice, da imamo mnoštvo interpretacij in da smo pač torej, da kritika metafizike potem pomeni tudi hkrati zanikanje česarkoli trdnega. In jaz
menim, in to bi bil tretji korak, da je potrebno zavzeti neko bolj uravnoteženo držo, ne zaradi krščanstva, ne zaradi filozofije, ampak zaradi naše celovite izkušnje stvarnosti. Namreč mi skušamo tako, bi lahko rekli, negotovost našega življenja, dogajanje sveta, da ga ne moremo, bi rekel, hitro utrditi v neko fiksirano formo. Po drugi strani pa doživljamo, da obstaja neka mera, da obstaja nekaj, kar prihaja od zunaj nad nas, kar ni podvrženo našim presojam, kar v strogem smislu ni relativno. Ampak to ni nujno mišljeno na način grške substance, grške podstati, ampak to presežnost lahko razumemo tudi drugače. In prav to je torej bilo tudi eno izmed težišč potem raziskovanja, kako v sodobnem času znati vrednotiti, kar je tudi v neoskolastični misli bilo pozitivno, namreč to metafizično izhajanje, to hrepenenje, tudi predpostavke, kot so recimo transcendentalije, kjer je predpostavka, da je vse naše, ne samo svet, ampak naše življenje, da temu vseeno vlada neka mera in red, se pravi, da je neka inteligibilnost, prepričanje, da je neka temeljna dobrost in hkrati etičnost, ki je neodvisna od naših subjektivnih presoj. Prav tako lepota kot nekaj, kar je presežnega. Se pravi, da te metafizične vprašanja, metafizične stvarnosti, če jih smem tako imenovati, kljub vsemu ostajajo izziv in da je metafizika ne samo možna, temveč tudi nujna, ampak ne pa takšna metafizika, ki bi se vezala na tako rigidno strukturo, kot je bila ta struktura v grški metafiziki. In po drugi strani pa seveda s tem želimo tudi vzeti resno postmoderno kritiko, kajti krščanstvo samo je vzelo resno. Lahko bi celo rekli, da če pogledamo samo prehod od prvega do drugega Vatikanskega koncila, vidimo ogromen premik v mišljenju. Prvi Vatikanski koncil je še zelo osnovan na klasični metafiziki, je tako rekoč, bi lahko rekli, postavljen statično, je v ospredju je struktura, je red, so večna bistva, medtem ko je drugi Vatikanski koncil pripeljal, bi lahko rekli, izvorno biblično dimenzijo. Tisto, kar je vsekakor in nedvomno bolj pomembno v krščanstvu, kajti priznati moramo, da grška filozofija kljub svoji pomembnosti se kasneje pridruži, malo močna beseda, je sicer sestavni element krščanstva, ampak namreč sestavni element, ker je krščanstvo moralo artikulirati svojo biblično dediščino znotraj grško razmišljujočega sveta in zato so cerkveni očetje morali uporabljati jezik, ki je bil takrat na voljo in ki je bil prežet z grško filozofijo in zato so tudi v krščanskih dogmah imamo pač nujno prisotnost tudi nekega grškega miselnega sveta in krščanstvo je v tem smislu posredujoče, ne moremo nikoli reči, da je samo biblično, samo judovsko, je tudi po svoje grško, ampak vedeti pa moramo, kje je težišče in zakaj je to torej pomembno, da znamo potem pravilno presojati, da vidimo, da je torej tudi drugi Vatikanski koncil to biblično razsežnost, namreč dogajajočo se razsežnost, ne to, da je v ospredju struktura, ampak da je pravzaprav pot, zgodovina, namreč ko rečem zgodovina, je potrebno to razumeti kot dogajanje, kot dogajajočnost, kot nekaj, kar pravzaprav je v neki odprtosti, namreč mi smo v eshatološki drži kot kristjani, mi drugače živimo čas, ker ne živimo nikoli samo sedanjosti, nikoli, torej vedno je tudi spomin na poklicanost v preteklosti in na obljubo prihodnosti, ki nas usmerja v drugačen čas. Povedano drugače, ta dinamizem življenja, ki seveda vključuje neko negotovost, kajti grška metafizika in tudi skolastika je nudila neko veliko gotovost, je nudila, bi lahko rekli, tisto izvestnost, ki je človeku, tudi v njegovem bivanjskem smislu, omogočala večjo varnost. Ampak to je mogoče zelo lažna varnost, kajti kot vemo, dinamika vere je drugačna. In verjetno je potrebno potem,
da se zavemo, da je konstitutivna za krščanstvo, pravzaprav ta, imenujemo jo lahko, vsaj v tem svetu, nevarnost, namreč živimo vedno v obljubi, živimo v dinamizmu, v odločanju, v zvestobi, torej v nečem, česar ne moremo ujeti v takšne strukture, in zato je tudi eksistencialna, bivanjska misel dostikrat bolj pomembna. In pravzaprav, če želite, je drugi vatikanski koncil potem sam pokazal prav ta premik od bolj bivanjski, eksistencialni, biblični, zgodovinski misli, kjer je v ospredju ne statični pogled, ampak dinamični pogled nekega, ne bom rekel procesa, to ni dobro ime, ampak dejansko odrešenske zgodovine odnosa med Bogom in človekom.